Natalija je šla danes z Vasjo pa Matjažem v mestu Bassetera na tržnico, malo po ulicah pogledati. Najmanj mislili je danes pogledati tudi destilarno. Tako da jaz sem postal na jadrnici, pa takole delam vlog. Prispeli smo do destilarne Mologne, tako da si bomo zdaj ogledali, če imajo še vodene oglede. Tukaj imamo kar veliko sladkornega trsa. Znanje pa seveda njihov rum Bologna. Mi smo šli v lokal, kjer snemajo ta Dead in Paradise. Zdaj smo zdaj privoščili eno pijačo tukaj. Takole izgleda. Zadaj so jadrnice. Kako vam je? Dobro, kaj bomo pa pili? Tako da pa mogoče se še z enimi Slovenci srečamo v nedeljo, ponedeljek. Potem pa bo verjetno naredila odjavo tukaj in odšla naprej proti, kaj gremo, Antigvi, ne? Na Antigvo. Zdaj prej, nekaj dni nazaj so objavili, da za cepljenje ne potrebuješ več nobenega testa, tako da upamo, da drži in nadaljujeva naprej. Mi smo šli po pice in imamo večere danes v Dešaisu na obali. In da so se danes odločili in bova preživela dan na plaži. Vasja pa Matjaž sta šla pa nekam po otoku z avtobusom, tako da jaz sem zdaj prišla tle čisto v Vogal te lepe plaže in bova tukaj. Imamo še eno paleto, da drugače imajo narejeno za kurt. Noter malo senčko, sonce, plažo lepo, valove. Tako da bova danes kar tukaj. Kaj počneva na plaži? Takole kakšno knjigo, kakšno igro za razmišljati. Jaz sem tole še od Mirna, še enkrat prebral. Drona Minija imam s sabo, če bo kakšen lep posnetek naredila. Fotoaparat tukaj. Tako da ni nama hudega. Evo, pijačo malo s sabo. Se bo pa malo premaknila, morava neki zajezd dobiti. Danes ne bova na jadrnici imela kosila, ker so predaleč. Bomo kakšen sendvič kupila verjetno. V bistvu je tole kar 2 kilometra, tako da se kar nahodiš. Ura je 4:30 popoldne, še uro popol, sonce zaide, čeprav izgleda kar visoko. Tukaj so snemali pa Smrt v raju, to je ta lokal. A nisi še? O, super, naj ti bo, ti na mesto do leda. Še za kapitana nekaj.
Tudi tu lahko ležeš, am ti je bolj priporočen sladoled. O, hvala. Vrhunsko. Tega je pa najbolj vesel. No, today we will look for the sun outside. So we go out of the park. Everyone wants to help with Evo, mi da so šli z enimi Slovenci tukaj smo se dobili v Dešaisu na katamaran, tako da greva zdaj na izlet z njimi. Tako da se bo še na katamaranu danes peljali. we come back. Smo na poti na en krajši izlet. Nek krog se peljemo, kopali se bomo vmes. Bolj slabo vreme imamo danes. Tole je katamaran, je kar velik, pač turistični. Šla sem zato v bistvu, ker so naju povabili. Pa tudi čas mava, pa da še imela malo vidva, kako izgleda biti turist na nekem plovilu. Yes. Frankly, so after you need to use your weight. Okay, I will. Go down. I will. One after one or Zdaj odperamo glavno jadro, da vidimo, kako je to. no, two together. Two together. After. Okay. 2 stopnji ima. Tako da v obe smeri zelo reduktor je. A ti bojem, kje pomagamo? Napenjamo mišice, zdaj odperamo še Genovo. Ljubje pa dobro. Aj, že konci, verti. Niša, še malo. Končno smo zajadrali. Ne vem sicer kam gremo, bomo še videli, mislim, da gremo na Grande to plaže, ki so bila včeraj medva peš. Tako dobro. Nova izkušnja. Mi gremo naprej na Filipo. Tam nekje je Antigua, ki je še on to drug otok, se vidimo pred nami. Lepa plovba, mirna. To danes ni ne vem koliko valov, pa tudi vetrna ne vem koliko, tako da super. Če bova čez par dni, ko medva plujeva na Antiguo, imela takele pogoje, bom zelo vesel. No, medva, ki tukaj sanjava o katamaranu, smo zdaj na katamaranu in jadrava okoli sveta na katamaranu. Kako ti je zdaj na katamaranu? Odlično. Ampak se bodo sanje uresničile. Da so na Eurojackpot moramo zadeti. Še prej moramo poplačati. Ja. Drugač pa tole hitrost 8 do 9 vozla gremo. Da smo kar hitri. Je lušno?
Smo sidrali v tem zalivu in se kopamo, oziroma se kopajo na zebe danes skozi plohe, tako da smo skozi mokri. Po mojem bomo zdaj nekaj časa tukaj, potem pa se bomo vrnili v Dešais in to je to za danes. Natalija je šla danes po avto, po rentakar in se vrača. Da so danes drugič na tem potovanju najela avto in greva zdaj gledati ene slapove. Glavno se peljeva tlele po Guadalupu, skak po džungli, skozi se vzpenjava, nekje nad nama je vulkan, bova videla, kaj bova uspela videti. Glavno cilj mava, v bistvu 3 slapovi so za videti, eden je koliko metrov, 110, 120, pa zdaj greva enega 20 metrskega pogledati, če nama bo uspelo. Tale najim Ford, tako me gre, zdaj imam že v drugi brzini, nekaj klanc. Evo, medva so prišla do prvih slapov, sem tle se parkirala. Je čista džungla. Greva pa v to džunglo, pa upam, da najdeva slap. Tale potka je kar fajn. Se dobro, da je tle kvana, ker je vse mokro, drugače je bilo blato pa spolsko. Zaenkrat je kar fajn. Nič ne drsi. V avto kaže, da je 23 stopinj. Smo pa na kakšne koliko je tle 1000 nadmorske višine. Pa mogoče malo manj. Fajn je kaj senca, tako da vročine ni. Glih prav je. Ne vem, zakaj ne hočejo noben nadslap iti. Mogoče je to odgovor, ker je po vseh 4 potem blato s polskem. Ampak mogoče se pa splača potruditi. Upam sem, da ne padem. Dol je kar daleč, da pristanem. No, pa sem na vrhu. Ni bilo krize. Uspelo mi je. Natalija tam je dol. To je slap, ki je za mano. Ta naj bi bil 20 metrov, da je vsak mene deluje toliko. Mogoče pol tega ima veze. Ali pa nismo na ta pravem, ker tle imajo kar veliko slapov. Zdaj imamo pa še ne 45 km naprej okoli tega hriba za iti. Sta pa tisti ta večji slapovi, en je 110, pa mislim, da 120 metrski. Tudi upam, da nama saj enega uspe videti. Imam tudi dron s sabo, tako da če bova, da posnamem. Vlažno, pa vlažno je ful, blato tam, ampak je pa res, da zadnji teden že skozi dež pada. Velik dež, ja. Mogoče tudi zato ni tako bistra voda, ampak čisto v redu. Danes sva dobila Forda, plačala sva za njega koliko 47 evrov, ne? Malo je razbit, prosila sva za najcenejšega, tako da očitno to je najcenejši. Je pa dobro, da smo sploh dobili, no? Ker je kar problem dobiti avto. Pride cenej, mislim, da imajo tudi nekje reklamo do 20 evrov na dan, ampak je pogoj, da imaš vsaj en teden vzameš, ne? Se pravi, če bi bila dolgo časa tukaj, bi se mogoče splačalo, pa če mogoče še kdo, ampak bi tudi veliko za benzin porabila, tako da bova imela tudi za en dan dost. Potem pa jutri, ali pojutrišnja imava plan, da nadaljujeva proti Antigvi, glede na to, da se je 4 dni nazaj so sprostili za vstop pogoje, ni več potrebno nobenega testa, če si polno cepljen, kar pa medva sva.
glede na to, da smo tretjo dozo dobila na Martiniku. Tako da zdaj pa upam, da je dovolj s temi cepljenimi in vsem. In tudi temi drastičnimi pogoji. Takole izgleda pa hitra cesta na Guadeloupe. Dobre ceste. Je pa vse tako zeleno, danes je kar dobro vreme, včeraj cel dan dež padal. Danes je kar lepo, toplo. Ja, zdaj tukaj kaže, da je 30 stopinj. Tako da zebenajo, ne. Tako me, da so prišla do najdlje, kar se da z avtom. Zdaj pa greva lepo tele džungelci. Se poti kar v redu. Nekaj kilometrov malo za prehoditi do teh slapov. Bova pa videla, do kje bova prišla. Upam, da vsaj do enega lepega. Takole kaže, najkrajša pot je 45 minut. Bova videla, kako daleč bova šla. Pa nadaljujemo po malo slabši poti. Bolj po džungli. So se obula v take bolj pohodne zadeve, ampak mislim, da bo zelo umazana. In pa čista džungla. Če dalje bolj. Zdaj bo že malo mačeta rabila, a? Ja. Mislim, da najbolj eno kupno. Glede na to, kje so začela hoditi. Hudičla ni pa nobenega bananovca, da bi za malco par banan nabrali, popolno nekih potočkov. Sliši se fajn, neke slapove ali neki, ampak po moje to še niso najini. Najina pot je čedalje bolj blatna, ampak se da. Medva mava to, morava priti do teh slapov. Če sem prav zdaj slišal, še neke koze ali pa ovce. Tako da vprašanje, kaj naj še čaka v nadaljevanju. Zdaj so pa sred džungle prišla do avtoceste, pa samo gas. So take dile, ali pa imajo še mrežo, da skupaj drži, pa ne drsi. Tole pa je avtocesta, a? Aha. Tole izgleda, če pa malo zaviješ v džunglo. Ne veš, kam bi šel, kje si. Tole, najbolj si držati te poti. Ja, za not rabiš vodiče. Ja. Pa veliko korenin, blata. Posamezni odseki so malo težavni, ampak so pa telele kamni ko vodobrusni papir. Mislim vodobrusni papir ne drsijo, tako da škoda, da jih ni več. Sploh ni težava, če stopiš gor, da ti je spodrsen. So pa kar nekaj pohodnikov prehitela. Tako da smo Slovenci izgleda tudi malo boljši pohodniki. Tle so vsi bolj na easy. Od turistov do Francozov, ki živijo tukaj. Izgleda, da vseh stvareh, ne samo pri delu in pri uslugah, ki jih nudijo. Včasih kak živce zgubljaš, toliko časa traja vse skupaj. Italija je malo Jane, jaz sem Tarzan. Tudi malo plezalnih sposobnosti je fajn, če imaš. Ja. Se mora zapravo prej. Ajde, Jane, let's go. Tole pa je pohod. Sva pa zbrala termin. No. Tole se stop v blato not. V bistvu sploh nisem toliko blaten, kolikor je blata. Jaz imam samo eno težavo, ker me noga boli, ker se mi je nekaj dni nazaj en kos jekla v podplet zapičil. Sicer sem potegnil s pinceto ven, ampak je še noter, ker zdaj se mi je zagnojilo.
ampak ker hodim, bo pa treba zgleda odpreti, da bo šlo z gnojem ven, če kakšen košček je not ostal. Če ne bi bilo te potke, po moje, to nikamor ne prideš, brez mačete pa sploh ne. Ne moreš en meter spotine. Tamle čez dol se ga že vidi, slab. Ampak to je ta majhen, 20-metrski. Ja, ne, ta je 20-metrski. Naprej sta pa še dva večja, 110 pa 120 metrska. So ne vem, če bo prišla do tam, saj Natalija, mislim, da ne. Razen, če me preseneti. Očitno bomo tudi malo plezali. Zdaj, da se treba čist dol spustiti na druge poti. Boš plezala? Treba? Pa da vidimo. Vse kar gre. Samo fajn se je treba držati. Žal moram dati GoPro iz rok, da se bom lahko držal. Več pa slab je pa, evo ga, tam nadol in spodaj je pa zakopal. Tlej. Takole? Ta štrih sem tako, da se rajke kurim. Glavno fajn se moraš držati, ne? Gospodarstveno, da se vrti. Ne se dokupi. Čas tam, ja. Levo nogo dol, onš pa tukaj od spodaj kamen. Tukaj. Tako, ja. Noga si premaknem. Stop na desno, ne na levo. Da boš z levo šla dol, tako. Bo šlo? Tako. Štrika se drž. Tle moraš dati nogo, tega kar malo počepen. Ne, da sva preplezala tole. Zdaj pa nadaljujemo, tam so še na punce gor, upam, da ne bodo prehitele. V smislu, da padejo in naj jo prehitijo v dolino. Tle se že čuti voda v zraku, ki prši. Tudi malo se je hladilo, tako malo mrzlo poti. Lep, ne? Ne vem, če ima tukaj z dronom letel, je precej pihal tega slapa. Najbolj me pa zato, ker je precej vode. Tukaj kar fajn dež pada. Saj ne, od slapa, prši. Kakšen je šele tis 110 pa 120 metrski. Ja, prišel sem malo bližji, zdaj malo bolj zavedja. Malo manj tega pršiča. Je to fenomenalno. Mislim pa, da drona ne bom spuščal tle. Ali pa, ne vem, nisem se še odločil. Sred džungle.